Lep pomladni pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije. Ledeni možje so nam jo prav pošteno zagodli, svoje pa je dodala še zofka, kar je posledično vplivalo tudi na obisk dogodkov konec tedna. Kljub vsemu so jih organizatorji izvedli po najboljših močeh, za kar jim gre vsa zahvala. Prihodnji teden pa se lahko ljubitelji knjig veselijo dneva knjižnice Josipa Vošnjaka, ko bodo lahko tudi na stojnicah po ugodnih cenah našli kaj zase. Včasih smo praznovali 25. maj, dan mladosti, in z njim obeleževali rojstni dan Josipa Broza Tita, nekdanjega predsednika skupne države Jugoslavije. Tudi sedaj ga marsikje obeležujejo, vendar malo drugače. Smo pa praznovali pretekli teden dan Slovenske vojske. Organizatorji pa so z drugim rokodelskim festivalom obiskovalcem prikazali nekatere obrtniške veščine. Rokodelstvo namreč v zadnjih desetletjih močno usiha, kar je še razlog več, da tudi pristojne inštitucije prispevajo k njegovemu ponovnemu zagonu. Nekaj dogodkov omenjenih v uvodu si boste lahko ogledali tudi v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Letos praznujemo 25-letnico Slovenske vojske. Katere obrti so si lahko obiskovalci ogledali na rokodelskem festivalu v Slovenski Bistrici? Kako daleč je še do izgradnje zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici? Mladi judoistični upi na Topolčnikovem memorialu. V rubriki Lokalne novice tokrat o dnevu odprtih vrat slovenjebistriške vojašnice, rokodelskem prazniku in izgradnji zahodne obvoznice. Soboto 14. maja je slovenjebistriški logistični bataljon že tradicionalno odprl vrata za zunanje obiskovalce, saj 15. maja obeležujemo dan Slovenske vojske. Zametki Slovenske vojske segajo v 15. maj 1991, ko so na Igu pri Ljubljani in v Pekrah vpisali 300 vojaških nabornikov za služenje v Slovenski vojski. Od leta 2003 pa Slovensko vojsko sestavljajo poklicni vojaki, pogodbena rezerva in druge podporne službe. Trenutno šteje Slovenska vojska 7820 zaposlenih. 670. logistični bataljon v Slovenski Bistrici vzpostavlja in vzdržuje zveze, opravlja izvidništvo, premike enot in materialnih sredstev, zagotavlja zdravstveno podporo in sodeluje pri vojaških misijah v tujini. V soboto so vojašnici pripravili pestro predstavitev svojega delovanja. Obiskovalci so se lahko vozili z vojaškimi vozili, si ogledali oborožitev in drugo opremo, za najmlajše pa so pripravili delavnice. Ob tej priložnosti so se predstavila tudi nekatera društva. Morda pa se bo tudi kak obiskovalec odločil za službo v Slovenski vojski, ki nudi pestro paleto delovnih mest in poklicev. Prav tako v soboto 14. maja je potekal v Slovenski Bistrici drugi rokodelski praznik, na katerem so sodelovali rokodelci iz slovenskih rokodelskih centrov. Obiskovalci so si, kljub kislemu vremenu, lahko ogledali izdelke izpod spretnih rok rokodelcev, tudi tiste, ki skoraj ni moč niti videti, niti kupiti. Je pa rokodelski praznik v Slovenski Bistrici le eden v nizu podobnih prireditev po vsej Sloveniji. Obstaja torej upanje, da bo polagoma ponovno zaživela obrtna dejavnost, ki jo je vrsto let izpodrivala industrijska serijska proizvodnja. V sklopu rokodelskega praznika so prišli na svoj račun tudi najmlajši, ki so pod okriljem Cukr kuhne pripravljali sladke dobrote. Občina Slovenska Bistrica nadaljuje prizadevanja za izgradnjo zahodne obvoznice. Z naložbo bodo razbremenili promet v mestu Slovenska Bistrica ter omogočili cestno in energetsko infrastrukturno preskrbo podjetja Impol. V prvem delu bodo širili industrijsko cono, v nadaljevanju pa bodo zgradili še zahodno obvoznico. Več o zadnjih postopkih za uresničitev pomembne investicije nam je povedal župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Prizadevanja za izgradnjo zahodne obvoznice se pospešeno nadaljujejo. Tako ste imeli kar nekaj sestankov, najprej v Ljubljani, včeraj tudi v Impolu, torej na operativni ravni.
Kaj ste se dogovorili? Vse zadeve premikajo v pravo smer. No, zdaj, kar se tiče prizadevanj, moram reči, da ta prizadevanja potekajo že kar nekaj časa. Nenazadnje je bilo tudi kar nekaj napora vloženega, da smo sploh ta zahodni del obvoznice seveda umestili v prostor, sprejeli ta OPPN, na katerega so bila dana tudi soglasja iz strani državnih inštitucij, tako da ta podlaga za zahodno obvoznico je seveda bila narejena. Zdaj se predvsem išče način, kako zagotoviti finančna sredstva za to investicijo, pri čemer bi upozoril še na to, da je bilo v preteklosti tudi doseženo, pa smo že dosegli, da je investicija uvrščena v državni proračun, torej v te načrte projektov za naslednje obdobje. Težava, ki je tam, je pač v tem, da se je ta investicija zamikala. No, po vseh teh obiskih, tudi ministrov in nazadnje predsednika vlade in zagotovilih z njihove strani, potem, ko so dejansko tudi sami na samem kraju ugotovili, da je ta obvoznica nujna, pa ne govorimo samo o obvoznici, govorimo tudi o tem energetskem koridorju za Impol, za nadaljni razvoj Impola, kot pomembnega gospodarskega subjekta, pa ne samo v občini Slovenska Bistrica pa Podravje, ampak tudi sicer v Sloveniji, je prišlo do teh obljubljenih sestankov, najprej na ministerski ravni, sestali smo se z predstavniki Impola z obema pristojnima ministrom za gospodarstvo in pa ministrom za infrastrukturo. No in takratni dogovor tam, potem ko smo seveda osvetlili vse aspekte izvede tega projekta, je bil, ko ste že omenili, v ponedeljek sestanek na čisto operativni ravni z spet predstavniki obeh ministrstev, oziroma Ministrstvo za infrastrukturo je zastopal vodja sektorja za investicije, ki pač izvaja te državne investicije na področju cestne infrastrukture, na drugi strani pa Ministrstvo za gospodarski razvoj, vodja oddelka za regionalni razvoj. Zdaj na tem sestanku smo seveda v celoti poskušali še razčistiti vse dileme, ki nekatere izhajajo tudi iz samih birokratskih postopkov v nadaljevanju, pri čemer je treba omeniti to, da je dogovor približno tak. Mi zdaj imamo umeščen v prostor ta projekt zahodnega dela obvoznice, po tolmačenih uredb, ki so sprejete na državni ravni, je bilo potrebno seveda to obvoznico zaključiti za priključevanje nazaj na regionalno cesto, zato smo mi naročili in tudi že je bil izdelan v bistvu idejna zasnova vzhodnega dela obvoznice, ki bi naj se paralizirala potem v naslednji fazi, seveda odvisno od finančnih sredstev, ampak tu je seveda verjetno kar nekaj let še pred tem vzhodnim delom pred nami. No, ampak če bi to bilo izvedeno, potem praktično na eni strani z avtocesto in na drugi strani z to zahodno in vzhodno obvoznico dejansko dobimo pravzaprav obroč okrog samega mesta Slovenska Bistrica, če to pogledamo tako. To je ta vzhodni del, kjer se navezuje potem na regionalko tukaj pod Jožefom, ampak kot sem že omenil, to je pač potreba, ki jo narekuje ustrezna uredba, ki je sprejeta na državni ravni o priključevanju obvoznic nazaj na državno cesto, ker so pač to državne ceste. Zdaj, kar se tiče same izvedbe tega zahodnega dela, ki je seveda najbolj aktualen, smo ga pa tudi v skladu z dogovorom nekako načrtujemo v dveh sklopih. Zdaj, en sklop je v območju seveda Impola in vplivne cone Impola, gre za širitev torej te vplivne cone Impola, seveda znotraj znanih gabaritov, in Ministrstvo za gospodarstvo po naših informacijah bo izpeljalo oziroma načrtuje razpis iz evropskih sredstev za širitev obstoječih con, kjer so dejansko realne potrebe. In v tem primeru tukaj seveda so, to je nesporno, zato smo tudi mi že na občinskem svetu sprejeli ta investicijski program za ta del, kjer bi se naj ta sklop, ker se zdaj dva sklopa financiral iz teh evropskih sredstev. Zdaj seveda ta infrastruktura mora biti kompatibilna, če govorimo vse o glavni prometni povezavi tudi z drugim delom. Zdaj ta drugi del, od tu naprej, bi pa naj bila potem financiranje Ministrstva za infrastrukturo. Moram seveda povedati to, da kar zadeva dogovor je na nek način takšen, da kar zadeva tega energetskega
energetske skrbe jo prezame na sebe v bistvu Impol. Zdaj, še enkrat, kar se tiče tega prvega sklopa, ki bi ne šel naprej, ampak je vse odvisno glede na razpis, pa tudi na vse ostale postopke, bo pač financirala občina, en del iz lastnih sredstev, tisto, kar je pomembno za sofinanciranje, drugi del torej iz evropskih fondov. No in v tem delu, ker pa je Ministrstvo za infrastrukturo nosilec investicije, bo pa tudi občina soudeležena seveda kot sofinancier za tisti del infrastrukture, ki se navezuje na to državno cesto. Zdaj dogovorili smo tudi še to, da glede na, ko sem že omenil, birokratske postopke, ki vemo, da so v Sloveniji običajno zelo zapleteni, in nenazadnje, če nekdo želi, lahko vedno še najde kako vejico kje, ki lahko zelo premakne, če ni volje, kakšno investicijo, ampak dogovor je šel v tej smeri, da poiščemo vse optimalne variante, tudi kar se tiče Impola, tudi kar se tiče energetske oskrbe, da stvari čim hitreje tečejo, tako da ta del še imamo nalogo narediti do poletja in vse te aktivnosti v zvezi z izvedbo bodo seveda bi se ne protokolirali. Skratka, vsi partnerji v tej zgodbi, torej ministrstvo oziroma predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo oziroma direkcije, Impol in pa občina bi naj podpisali protokolni ali pa pismo o nameri, ki bi definiral vse aktivnosti, ki so potrebne do končne izvedbe. Jaz sem že bil večkrat tudi vprašan, kar se tiče dinamike, same izvedbe investicije, zdaj, če bi stvari zelo gladko tekle, potem jaz mislim, da ko sem že povedal takrat, ko smo bili v Impolu, da lahko v naslednjih 3 letih, recimo, ali pa še moče celo nekoliko prej, ali pa moče kakšne poletje, to je pač odvisno čisto od dinamike, je ta obvoznica v bistvu končana, vendar je seveda odvisno od torej tega, da se tisti akterji, predvsem govorimo o državni ravni, ki so dali zagotovila, seveda teh tudi držijo. Zdaj, če bodo stvari tako potekle, da bi tudi izgradnja potekala, seveda po teh 2 sklopih, najprej ta del znotraj območja Impol, sočasno s tem čim prej tudi zagotovitev zemljišč in pa ta energetski del, ki pa mora iti, pa ne šel v trasi obvoznice in nadaljevanje potem izgradnja še tistega manjkajočega dela obvoznice, s tem, da se ta obvoznica kot glavna cesta ostane v državni lasti, govorimo o državni cesti. In jaz samo upam, da bodo tako, kot so bile stvari že večkrat sicer zagotovljene, pa malo drugače, kot je bila praksa zdaj v teh mestnih 1-2 letih, ker so se stvari malo zamikali, da bodo tekle pod neki dinamiki, ki je bila dogovorjena in ki bi naj bila, torej, ko sem že omenil, s tem pismom nameri oziroma protokolom tudi sprotokolirana. Torej, glede na povedano, če ne bo kakšnih zapletov, naj bi s prvimi deli začeli prihodnje leto, govorimo o tej prvi fazi. Glede, če ne bo predvsem zapleto, kar se tiče neke birokratske narave, to imam misli svoje pridobivanje potem gradbenih dovoljenj, tudi kakšnih dodatnih zapletov recimo z zemljišči, upam, da bo tudi tu stvari tekle nekako normalno, bom to rekel, in pa seveda glede na razpis, ker bi naj pač ta voznica bila, ali pa tudi ta del bil na razpis, ker govorimo o tem sklopu, znotraj območja te cone Impol, potem ocenjujem, da bi lahko v naslednjem letu že prve stvari v tem prvem sklopu stekle, nadaljevanje pa seveda v samem nadaljevanju. To pa se tudi pomeni, da bomo seveda tudi v občinskem proračunu naslednje leto v večji meri, kot smo do zdaj, morali za ta sofinancerski delež zagotavljati sredstva, kar pa ne bo ravno najlažji zalogaj, posebej že na to, ker vemo, v kakšnem stanju je financiranje občine. Če se moče na to samo navežem, če bi seveda občina Slovenska Bistrica bila v celoti financirana v skladu z zakonom, kot bi morala biti, pa če bi še imela dostop do evropskih sredstev, tako kot je bilo v prejšnji perspektivi, ker zdaj to pač več ni tako žal, potem bi izvedba te investicije bila bistveno lažja. Nenazadnje bi lahko verjetno občina tudi prevzela na lastna pleča. Govorim seveda o tem, da mi na letni ravni izgubimo, kot sem že omenil, teh dobre 4 milijone evrov, samo iz naslova zakona ali pa neizpolnjevanja določil zakona o financiranju občin, da še ne govorimo o sredstvih, ki so bila v pretekli finančni perspektivi na voljo iz tega programa regionalnega razvoja, ki ga novi več ni. No, ampak vseeno, ne glede na pripravljenost vse tega, vsi obetamo, kot sem že omenil, vse za ta del sredstva tudi iz Evropske unije.
športni dvorani v Slovenski Bistrici je v nedeljo 15. maja potekal 4. memorial Stanka Topolčnika. Tekmovanje v spomin na prvega slovenskega judo olimpica vsako leto prireja Judo klub Impol. Stanko Topolčnik iz Kovače vasi, ki so ga poznali kot Topa, je bil tudi prvi slovenski judoist, ki je leta 1969 v belgijskem Ostendeju osvojil bronasto kolajno na članskem evropskem prvenstvu. Na tokratnem memorialu je nastopilo 80 mlajših dečkov in deklic iz 17 klubov. Še posebej so se izkazali mladi judoisti in judoistke domačega Impola, ki so osvojili največ medalj. Sledita pa judo kluba Beltinci in Bežigrad. Spoštovani, s prispevkom iz športa končujemo informativno oddajo Željo, da bi konec tedna preživeli prijetno in se s kolesom ali peš odpravili na potep po naravi, ki v teh majskih dneh nudi veliko sprostitve in navdiha. Pa srečno!